V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dober dan, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je 3. nedelja med letom. Danes je 7. dan molitvene osmine za edinost kristjanov. Obenem je pa danes nedelja Svetega pisma, nedelja Božje besede. Nedelja, ki je namenjena temu, da nas spodbudi, da v nas na nek način zopet prebudi, razplamti to veselje do branja Svetega pisma, do branja te besede, za katero verjamemo, da vsebuje Božjega duha, da je v njej Božji duh in ki nas ob branju lahko nagovori, se nas lahko dotakne, nas lahko spodbudi k temu, da naše življenje naravnavamo bolj proti Bogu, da morda tudi zato, ker Boga bolj spoznamo kot tistega, ki nas ljubi, da lahko tudi mi njega vzljubimo bolj, odkrijemo željo, da bi mu sledili, odkrijemo Božjo željo za nas, za naše življenje, Božji načrt. Da bi torej to nedeljo lepo obhajali, smo se zbrali tudi okrog tega oltarja kruha in oltarja Božje besede. Molimo. Vsemogočni, večni Bog, ti uravnavaj naša pota, da bomo vedno združeni s tvojim sinom in bo naše življenje polno dobrih del. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jona. Gospodova beseda je prišla Jonu, rekoč: Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in mu oznani, kar ti povem. Jona je vstal in šel v Ninive po Gospodovi besedi. Ninive pa so bile veliko mesto pred Gospodom, 3 dni hoda. Jona je začel hoditi po mestu, 1 dan hoda, klical je in pravil: Še 40 dni in Ninive bodo razdejane. Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so post in se oblekli v razševino, od največjega do najmanjšega. Bog je videl njihova dela, kako so se obrnili od svoje slabe poti. In Bogu je bilo žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da jim ga bo naredil, in ga ni storil. To je Božja beseda. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati. Svojih steza me nauči. Vodi me v svoji resnici in me uči. Saj si ti, Bog, moje rešitve, ves dan zaupam vate. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati. Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, svojih dobrot, ki so od vekomaj. Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke. Spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi zaradi svoje dobrote. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati. Gospod je iskren in dober, zato poučuje grešnike o pravi poti. Ponižne vodi v pravici, ponižne uči svojih potov. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. To pa rečem, bratje, da je odmerjeni čas kratek. Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene, kakor da jih ne bi imeli, tisti, ki jočejo, kakor da ne bi jokali, tisti, ki se veselijo, kakor da se ne bi veselili, tisti, ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli, in tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga ne bi izrabljali, kajti podoba tega sveta mineva. Poslušali smo Božjo besedo. Aleluja, aleluja. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verite Evangeliju. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte v evangeliju. Ko je šel v Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero. Bila sta namreč ribiča. Jezus jim je rekel: hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical in pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi. Vas danes povabim, da se ob tej bogati Božji besedi ustavimo samo ob enem stavku, ob tem Jezusovem vabilu: spreobrnite se in verujte evangeliju. Pa bom začel na koncu. Verujte evangeliju, pravi Jezus. Ne vem, če ste kaj meni podobni, ampak jaz imam mlajšega brata, ki je po poklicu farmacevt. In ker v tem trenutku živimo v časih, ko se veliko govori tudi o zdravilih in cepivih in farmacevtski industriji, na katero se jaz ne spoznam, moj brat pa se. In jaz mojemu bratu verjamem, ga poznam, vem, da je globoko etična oseba in kar se tiče življenja in kar se tiče službe, in da svojo službo opravlja predvsem zato, ker verjame, da z njo lahko veliko ljudem pomaga. Jaz torej v vprašanjih farmacije vedno sprašujem njega in njemu zaupam. In če moj brat reče, da je eno zdravilo v redu, da je eno cepivo v redu, jaz temu verjamem. In tisto vprašanje, ki ga imam potem sam pri sebi vedno znova, je: a jaz temu verjamem zato, ker je to resnica? Ali temu verjamem zato, ker je to rekel moj brat, da je resnica? Ni vedno popolnoma jasno. Jaz ne vem, kako je z vami, z vaših življenjih. Koliko stvari vi poznate sami, v kolikih stvareh pa zaupate v ene stvari tudi samo zato, ker so jih izrekli ljudje, ki jim zaupate. Dobro, morda otroci niti nimate toliko izbire, ker pač kar rečete ati in mami, pač to je. Kar rečejo učitelji, to stoji. Ampak ko smo pa odrasli, kako ravnamo? Zakaj se mi zdi to dobro vprašanje ali pa dobro vredno premisleka? Zato, ker se mi zdi, da tudi Jezusovo vabilo, verujte evangeliju, ne leti samo ali pa se ne nanaša samo na to, da bi mi z razumom sprejeli nekaj, kar je resnica, ampak da nas vabi k temu, da bi zaupali osebi, ki govori to resnico. Da bi s to osebo vzpostavili odnos. Kdo je, kaj je evangelij? Jezus je utelešeni evangelij. Jezus je Božja beseda v telesu in krvi. To, kar Jezus govori, sam uresničuje, vzpostavlja odnos.
In mi smo povabljeni, da stopimo v en odnos z Jezusom, da ga vzljubimo, da mu zaupamo, da se mu zaupamo v vseh stvarih. Tako kot smo slišali, da naredijo v današnjem evangelijskem odlomku učenci, pustijo vse in grejo za njim. Zakaj? Zato, da bi lahko bili z njim. Ker jim to največ pomeni, ta odnos, ta bližina. In k temu smo povabljeni tudi mi, da hodimo za njim, da smo z njim. Takrat evangelij dobi svoj smisel in dobi svojo težo. Ampak Jezus pravi še pred tem, da naj se spreobrnemo. Spreobrniti pomeni postaviti določene stvari, mogoče tudi na glavo, spremeniti smer. Otroci, kdaj ste se nazadnje postavili na glavo? Kdaj ste se nazadnje postavili na glavo? Kdaj so se nazadnje vaši starši postavili na glavo? Mogoče je to boljše vprašanje. Postaviti se na glavo pomeni videti, da tisto, kar je spodaj, postane zgoraj. Tla so kar naenkrat zgoraj in strop je spodaj. Zemlja je kar naenkrat zgoraj in nebo je spodaj. In včasih je treba tudi naše življenje pogledati z te perspektive, da morda malo bolje vidimo, kam pravzaprav hočemo iti, kaj je pravzaprav tisto, po čemer želimo mi naše življenje uravnavati. Če ga povežemo še s tem prvim delom, ki smo ga omenjali, je morda tudi vprašanje, za kom želim hoditi, komu želim slediti, komu želim postajati podoben. A to jaz res počnem v tem trenutku, ali je mogoče dobro, da tudi kaj spremenim. In kot rečeno, postaviti se včasih na glavo pomaga videti stvari v boljši perspektivi. Spreobrnenje ima, lahko rečemo, dva trenutka, dva dela. Prvi del je kratek. Ga vidimo danes, kot rečeno, tudi v tem zgledu prvih učencev, ki jih Jezus pokliče. Popustijo vse, kar so delali doslej, vse, kar je starega, in stopijo za Jezusom. Ozrejo se v Jezusa, spremenijo smer svoje hoje. Če so prej hodili proti severu, zdaj hodijo proti jugu. Če so prej hodili proti Gorenjski, grejo zdaj proti Dolenjski. Bili so pripravljeni spustiti vse, kar so počeli, zato, da bi hodili z Jezusom. To je prvi del, k temu smo tudi povabljeni. Drugi del je pa preostanek njihovega življenja. Vsak dan znova hoditi za Jezusom in korak za korakom počasi iz teme stopati v svetlobo, iz laži stopati v laž, iz smrti stopati v življenje do konca. Do konca. To spreobrnenje v resnici nima konca. Tega daru, ki nam ga Bog daje, mi ga nikoli ne moremo v polnosti sprejeti. Vedno znova se mu je treba odpirati in vedno znova v bistvu ugotavljamo, da nam še manjka. Mogoče ni slabo se spomniti, nekateri menihi še danes dajo za obljubo nenehnega spreobračanja. Nič ne rečem, nič ne namigujem, ampak mogoče pa ni slabo kdaj pomisliti tudi na to, da smo tudi mi v resnici, tudi če ne damo te zaobljube, smo poklicani k temu, da nenehno hodimo za Jezusom, da se nenehno spreminjamo smer svojega življenja. In če povežemo to še z današnjo nedeljo Božje besede, potem je dobro, da se spomnimo, da pravzaprav vsakič, ko odpremo Sveto pismo, da smo poklicani k temu, da ga beremo kritično glede na naše življenje. Da nam Božja beseda, morda še posebej evangeliji, na nek način kažejo smer in postavljajo pod vprašaj naše življenje, naše odločitve v smislu, kaj lahko naredim drugače, kaj lahko naredim bolje.
Predvsem je evangelij namenjen našemu spreobrnenju, ne spreobračanju drugih. Ker, kot sem rekel že prej, zdaj smo v 7. dnevu molitvene osmine za edinost kristjanov, ko moramo kar malo z občutkom sramu ugotavljati, kaj smo naredili, ko Božje besede nismo uporabljali za lastno spreobrnenje, ampak smo jo uporabljali za lastno opravičevanje in obtoževanje drugih. Vi se morate spremeniti, jaz sem že, ampak vi vsi ostali se morate. Vemo vsi, kako to gre. V trenutku, ko se čutim napadenega, se postavim v obrambno držo ali pa začnem udarjati nazaj. In to je pripeljalo do ločitve. In to do ločitve, v kateri se vse strani sklicujejo na tistega, ki za nas moli, da bi bili eno. Kako se to lahko zgodi, ve samo skušnjavec. Ampak dejstvo je, da mi velikokrat nismo brali Svetega pisma na pravi način. Če povzamemo vse skupaj, kako torej spraviti skupaj to Jezusovo povabilo, spreobrnite se in verujte evangeliju in nedeljo Svetega pisma. Ko odprem Sveto pismo, ko se postavim pred odlomek, je dobro, da se Jezusu prepustim, da se Jezusu zaupam, da ga prosim, da bi lahko sprejel tisti dar, ki mi ga v tem odlomku pripravlja. Takrat se spreobrnem in takrat v tistem trenutku tisti del, ki ga prenaša odlomek, postane za mene resničnost Božjega kraljestva, ki se je približalo. V tistem trenutku se za mene uresniči tisti del Božjega kraljestva. In tako vsakič znova, ko odpiram Sveto pismo, Božje kraljestvo v meni počasi raste, dokler v enem trenutku Bog ne sklene, da sem pripravljen za prehod na drugo stran. Ampak to bo zgodba za kdaj drugič. Jaz vas povabim, da ostanemo in skupaj spovemo naš.